Pozdravljeni, evo šesti korak poti k vzpostavljanju notranjega miru. Torej, šesti korak je na nek način predzadnji korak, ampak zagotovo pa ne predzadnji. Nelogično, tako kot veliko stvari v našem vsakdanju, zato ker poskušamo preveč logično gledati na svojo okolico. Vendar naša okolica in življenje ni logično. To velikokrat moški rečejo, ki poskušajo razumeti ženske, da so popolnoma nelogične, in to je tudi res. Moška energija je zelo statična in zelo dolgočasna, medtem ko ženska energija je polna veselja, zelo raznolika. Nekateri rečejo, da je to kaos, ampak to ne verjamem, ampak ta, bom rekel, divja energija se tudi mora včasih spočiti. In zato ženske rabijo moškega, da si odpočijejo. Mi pa rabimo za njih, zato da sploh čutimo, kaj je življenje. No, in vse to bomo govorili še v prihodnjih oddajah, ni še vsega konec. Danes se bomo dotaknili te šeste ravni ali šestega koraka. Pa začnimo z mislijo, staro skoraj 2000 let, iz dnevnika cesarja Marka Aurelija, ki je dejal oziroma zapisal: drugače leti puščica, drugače um. Se včasih tudi previdno umakne, se včasih ob opazovanju kake reči tudi zamoti, vendar je njegovo gibanje usmerjeno prav kot pri strelici, naravnost v zastavljeni cilj. Še eno. Poskušaj priti vsakomur do vladajočega razuma, dovoli pa tudi vsakomur vstop do svojega. Torej, tukaj v šesti ravni se ego počasi odmika oziroma poslavlja. In gremo potem v tisto stopnjo, kjer pravzaprav začnemo uporabljati svoj potencial. Če pogledamo šesto potrebo po Maslowu, ki pravi, torej, te Maslowove potrebe so potrebe, ki jih mi zaznavamo v tem zavednem delu, materialnem svetu. In pravi estetske potrebe, potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti. Se pravi, to zdaj ne pomeni, da če imamo radi, da vse je lepo oziroma na svojem mestu, mora ta lepota tudi imeti vsebino in globino. Se pravi, kaj pravzaprav lepota je v osnovi skladno z naravo, torej ponovno ravnovesje. Tisto, kar vidimo, tudi čutimo. In čutimo ravno to ravnovesje. Če pogledamo na druge ravni, torej, kaj pravzaprav pravi šesta stopnja starih Egipčanov, šesta stopnja zavesti. Šesta raven pravi: prerok ali modrec. Prerok skozi sebe izraža vse predhodne ravni zavesti. Zaveda pa se tudi šeste ravni zavesti, stanja božanske modrosti in ljubezni. Ta ljubezen je na tej ravni izražena kot duhovna moč, na živalski pa kot živalski instinkt. Na nižji ravni ljubezni želi ujeti in sili osebo samo v fizično ljubezen. Tisti, ki živi v takšni vrsti ljubezni, še vedno živi v svoji zavesti, v božanski pogojenosti in ločenosti. Za svojo celovito nujno potrebuje fizičnega partnerja. Tovrstna ljubezen vedno zahteva dejanja. Želi nekaj imeti oziroma kontrolirati. Ljubezen šeste ravni preroka je univerzalna, vedno samo daje in nikoli ne jemlje. Je brez potrebe po fizičnem izražanju. Ljudje na tej ravni izražajo božansko enost in občutijo božansko večnost. Lahko delujejo na vseh ravneh in pri tem nikoli
niso nikoli odvisni od nobene ravni. Torej, če se vam kdaj zgodi, oziroma tukaj več, kot smo rekli, skoraj da ni ego prisoten. Če se vam kdaj zgodi, da srečate nekoga, mogoče samo za kratek čas, si mogoče želite, da bi to trajalo večno, ampak ne razmišljite o tem, da naj traja večno. Naredite tako, da bo trajalo, da je tisti trenutek večen, če govorimo o ljubezni. In tukaj smo pravzaprav govorili o ljubezni, da je šesta raven tista prava ljubezen, ko ni pogojev, ko nič ne zahtevamo in na nič se ne navežemo. Potem je to lahko večna ljubezen. Vekolikor je pa posesivnost, kontrola, ljubosumje, potem pa to ni prava ljubezen in se bo zelo v kratkem času zaključila. Torej, tisti, ki menite, da je prav, da v ljubezni moraš biti malo ljubosumen, da moraš imeti kontrolo, je to zelo nizka stopnja. No, in sedaj se vrnemo v današnji svet, torej k dinamičnemu delu vodenja ali šesta faza Sirius Personal Strategy, oziroma nastavimo si novo osebno strategijo, se pravi, kako bomo prišli do svojega cilja, ali šesta stopnja modrosti, ki pravi: stare navade pozabljamo in se navajamo na novo pot. Zavedamo se sebe v okolici, zavedamo se vpliva svojih dejanj kot posledica na okolico, zavedamo se, da smo del sistema, s svojimi dejanji pozitivno vplivamo na okolico, kajti samo vzgled je edina pravica vpliva. Stopnji modrosti ne moremo preskakovati, kajti veliko ljudi daje občutek, da živijo na tej stopnji, ker pozitivno vplivajo na okolico, vendar če se predhodno niso začeli zavedati samega sebe ali poskrbeti zase in dajo drugim več, kot imajo sami, pomeni, da ne živijo, kar učijo. Potem njihova sporočila okolici škodijo, saj vsebujejo negativno kodo. Kaj zdaj to pomeni? Torej, govorimo o vodenju z vzgledom. Ena od. Torej, vodenje z vzgledom pravzaprav v osnovi pomeni to, da to, kar mi počnemo, to čutimo in to živimo. Torej, na vseh treh nivojih mora biti to izpolnjeno. In potem je to zelo močna informacija, ki jo prenesemo na okolico. Vkolikor pa mi samo hočemo biti to, kar si želimo, in to na nek način igramo, torej ne živimo, ampak igramo, to pomeni, da sami tega časa ne čutimo, ker rabimo za to zunanji impuls, ne notranji. To pomeni, da mi v bistvu ta sporočila negativno prenašamo na okolico. Zato, ker prenašamo to igro, neizpolnjeno željo. Seveda, vkolikor je oseba dovolj modra ali pa enako modra na drugi strani, kot smo mi, ali pa ko mi nismo, pomeni, da bo ona vzela od tega samo tisto, kar ona rabi, in ne bo vplivala naša negativna koda na njo. Torej, šesti korak je tisto, ko že mislim skoraj, da smo konec. Tu se pravzaprav razvija intuicija, kot nekateri temu pravijo tretje oko, čakra, šesta čakra, šesti čut. Se pravi, v tej fazi smo že toliko očiščeni in razviti, da začnemo zelo jasno čutiti. Nekateri že v prejšnjih fazah čutijo, ampak če nimamo mi dovolj jasno razdelano, kdo smo mi, kaj želimo, potem so lahko te sporočila zelo, zelo na nek način nevarna. Ne v
Seveda v negativnem smislu, zaradi tega, ker smo potem preveč naivni. Takšen praktičen nasvet: vedno bodite na intuicijo pozorni prvih 90 sekund. To je že neka naravna lastnost človeka iz pradavnine, ko se je boril za življenje oziroma lovil svoje plene ali bil v kakršnikoli nevarnosti, je telo vedno bilo v polni preži prvih 90 sekund. Takrat so bili vsi senzori fokusirani v preživetje. In pomeni, da takrat noben psihološki vzorec, nobena igra ni delovala. Takrat je bilo pomembno samo, da si ti in da zmagaš oziroma obrani sebe. In še vedno ljudje imamo te lastnosti. Torej, bodite pozorni na prvih 90 sekund. Potem se pa vklopijo stari vzorci, možgani in se začnemo izgubljati. Več ne vemo, kaj je prav, oziroma se že začnemo potvarjati tisto pravo resnico. Je pa tudi zelo pomembno, da smo v tistih prvih 90 sekund na nek način zbrani. Oziroma, ko že začutimo, da se nekaj na novo dogaja, da se takoj fokusiramo. Kajti vkolikor bomo samo z enim očesom gledali, kaj se dogaja, potem bo to zelo negativen rezultat. Evo, tako, malo še zlagam, ker je tega pravzaprav veliko. Torej, če govorimo o tej 6. čakri, tukaj je vijolična barva. Oziroma indigo, pardon. Torej, med modro in vijoličasto je indiga. In to je pravzaprav tista, ki ponazarja to našo 6. čakro, našo intuicijo. Intuicija je pravzaprav v osnovi neke vrste naše orodje, s katerim lahko preživimo v divjini, kakršnikoli, ali betonski, ali pravi. In zato je pomembno, da prvih 5 korakov utemeljimo ali pa jih utrdimo zelo močno, ravno zaradi tega, da bomo lahko čim bolj verodostojno sprejeli te informacije, ki pridejo preko intuicije. Iz psihološkega nivoja, če gledamo to pri sprejemanju odločitev, kajti dejali smo, da je notranji mir v osnovi samo to, da sprejmemo čim več odločitev, da imamo čim manj teh nerešenih vprašanj v sebi. Če gledamo iz psihologije, to pomeni, ok, zdaj sem to sprejel. Sprejel sem situacijo tako, kot je. In s tem začnemo v bistvu res tisti prvi korak do nekega končnega notranjega miru. Kaj je pravzaprav najbolj pomembno? Da vse to, kar smo pravzaprav tukaj videli, torej dovolj smo že močni, da lahko sebi zaupamo. Se pravi, stopnja samozavesti, samozaupanja, samovrednotenja postane vedno višja. Znamo reči ne. Ne mudi se nam več nikamor. Začnemo se zavedati samega sebe, da smo tukaj in zdaj najbolj pomembni. Ne v prihodnosti, ne v preteklosti, samo tukaj. In kar se mi zdi največja vrednost, je pa to, da začnemo čutiti. Tukaj je že, se pravi, intelektualno ravnovesje, fizična kondicija, je že v polnem teku, ampak najbolj v ospredje pa pride zabava. Torej, tukaj se najbolj zabavamo, vse, kar počnemo, nam je zelo fajn. Ampak še vedno moramo paziti, še vedno nismo na koncu. Še vedno moramo, kar bom rekel, garati, da vzpostavimo na telesnem, intelektualnem, čustvenem in duševnem področju ta balans oziroma ravnovesje, preden bo to prišlo v našo kri. In zato še vas naprej spodbujam. Bodite pozorni to, kar se vam dogaja. In v 6. stopnji je najbolj pomembno to, da se mi začnemo zavedati sporočil, ki jih dobivamo okoli sebe. In hkrati se začnemo ločiti, kaj je dejansko naše sporočilo in je naš preizkus, kaj pa je samo pač
neko dejstvo, ki se je pač moglo zgoditi, da se bo kasneje nekaj nam zgodilo. Teh modrosti in tega bi lahko pravzaprav naštevali nešteto. Jaz jih probam zapisovati preko zgodb. Te posnetke v bistvu delam zato, ker ko bo spet ta knjiga se nadaljevala, bojo na nek način moji opomniki, hkrati pa vam nasveti, da lahko vsak dan razmišljate o tem, kdo ste in kaj čutite. Toliko za danes. Lep večer.